Varovanci Varstveno-delovnega centra enote Slovenske Konjice so ustvarjalni in pridni čez vse leto, kar so zopet dokazali z razstavo svojih izdelkov. Na ogled obiskovalcem so jih postavili v dvorec Trebnik in v torek 18. septembra uradno odprli vrata za vse, ki jih zanima ustvarjalnost oseb s posebnimi potrebami. Evropska unija je letošnje leto razglasila za leto medgeneracijskega sodelovanja, zato so se članice in član Društva likovnikov in fotografov Slovenske Konjice odločili za sodelovanje z njimi skupaj z vodjo enote Tanjo Štruc in direktorjem VDC Šentjur Leonom Štembergerjem. Gostje, dovolite mi, da vas pozdravim v imenu Varstveno-delovnega centra Šentjur, v imenu varovancev in zaposlenih enote Slovenske Konjice, ki so danes skupaj z likovniki Slovenskih Konjic ustvarili ta prijetni dogodek, ki bo na razstavi par dni. Moram reči, da v naši družbi v zadnje čase velja eno posebno pravilo. Če nisi opazan, če nisi vključen, te v naši družbi ni. Tako temu pravilu tudi sledimo v Varstveno-delovnem centru in se vključujemo tako v lokalno okolje, kot v širšo slovensko okolje z svojimi dejavnostmi, z svojo predstavitvijo znanj in spretnosti in pa seveda, kaj najpomembneje, širimo znanje in vedenje o drugačnosti. Ta drugačnost je vedno manj drugačna in vedno bolj smo sprejeti in vedno bolj smo prisotni na vseh dogodkih. Na splošno v Varstveno-delovnem centru smo letos poleg teh treh enot, ki jih že imamo, to je v Šentjurju, v Slovenskih Konjicah in Šmarju, pridobili eno novo, veliko pridobili eno novo enoto, to je bila stanovanjska enota v Podplatu, tako da sedaj nudimo tudi bivanje našim varovancem. Kako v prihodnosti, seveda, držimo se tega, prisotni bomo povsod. Kaj več o tem projektu, ki je nastal, bom dal besedo naši vodji enote Tanji, ki je sodelovala aktivno v tem projektu, sama bi pa se želel prijeten trenutke same. Pozdravljeni tudi v mojem imenu. Vedno se radi lotevamo nekih novih izzivov, da se naučimo kaj novega in s tem obogatimo naše delo. Z Društvom konjiških likovnikov in fotografov smo že lansko leto uspešno sodelovali, ko so nam pomagali pri prodaji naših likovnih del. Takrat so se varovanci prvič preizkusili v tehniki slikanja na platno v naravi in ta projekt smo poimenovali v mojih očeh. Dela so bila zelo dobra in odziv je bil tudi zelo dober. Iz strani umetnikov in nam je gospa predsednica društva, gospa Heda, predlagala in nas spodbudila, da nadaljujemo še naprej v takšni podobni obliki. Odločili smo se, da se letos preizkusimo v tehniki grafike, ki nam je bila doslej neznana, pri čemer pa smo potrebovali pomoč likovnikov društva, ki so nam seveda priskočili na pomoč in zelo zadovoljstvom sodelovali. Skupaj smo pripravili delavnice v manjših skupinah varovancev, skupaj z mentorji likovniki. Na mize smo pripravili majhne različne strukture lepenk, ki so jih varovanci ulepili in sestavljali kompozicije po predloženem motivu. Naše druženje je potekalo celo dopoldne, v dobri volji, smehu in glasbi in ob koncu delavnic je bil vsak izmed nas zadovoljen s svojim polizdelkom in seveda zelo ponosen, da je ustvaril. Ko so bile vse delavnice končane, smo poprosili gospoda Arpada, da nam je pomagal in napravil vtise na stroj. Seveda je gospod Arpad zelo zmedljiv in je naš stroj, ki ga imamo v enoti za glino, prilagodil, tako da smo lahko na našem stroju odtisnili in napravili te čudovite grafike. Kar nismo mogli verjeti, kaj je nastalo iz teh koščkov lepenke in bili smo zelo, zelo presenečeni. Medtem, ko je on odtiskoval, smo mi se poigravali z barvami in sestavljali različne odtenke. Ugotovili smo, da so nastale prave mojstrovine. Ko si boste razstavo ogledali, boste videli, da so na teh grafikah značilnosti našega kraja, cerkev Svetega Jurija,
Klopotec, Minorodni Škavc in pa Konjiški grad. Preden pa razstavo uradno odpremo, vabim skupino naših varovancev in plesalcev, da se predstavijo z glasno Šalamon je posodil svoje grafike, tiste najbolj značilne iz konjiške okolice, da so varovanci pod strokovnim vodstvom imeli vzorce za delo. Ustvarjali so Sebastian Dobršek, Štefan Falnoga, Andrej Fijavš, Breda Hohler, Stojan Hrovat, Poldi Iskrač, Marjan Krčun, Boštjan Krajnc, Peter Kropf, Stanko Lovec, Marta Mauhar, Srečko Naglič, Franci Ogrizek, Olga Ojstrič, Karmen Opravs, Milica Pec, Tomaž Rak, Sandi Rebernak, Jožica Robar, Vera Rošer, Miloš Slapar, Izidor Rožanc, Marta Tič in Drago Vernik. Njihove mentorice, ki so vse skozi skrbele, da je delo potekalo nemoteno in pomagale varovancem pri njihovem ustvarjanju, so bile Nada Bradan, Majda Jakopič, Tatjana Milosavljevič, Olga Pšeničnik in Heda Vidmar Šalamon. Za kvalitetne grafične vtise je poskrbel Arpad Šalamon, ki je skupaj z varovanci tiskal na stroju. Tema ustvarjanja so bile značilnosti slovenskih konjic, ki so jih tako na svoj način ohranili na papirju. Obiskovalci si razstavo lahko ogledajo v delovnem času dvorca Trebnik do 3. oktobra, na stenah pa visijo Klopotec sredi vinogradov, Cerkev v starem delu mesta, Konjiški Stari grad in dvorec na Zlatem griču. Odprtje razstave je potekalo v vzdušju polnem dobre volje in marljivosti. Varovanci so postregli obiskovalcem z okusnim pecivom iz njihove kuhinje in dišečim zeliščnim čajem.